januarja do 25. januarja, ko je praznik spreobrnitve apostola Pavla, poteka molitvena osmina za edinost kristijanov. V prvi vrsti je to tudi molitev za naša medsebojna razumevanja. Tukaj se edino začenja in tudi za edinost med drugimi kristijani po svetu. Jutri goduje sveti Boštjan, v četrtek je pa srečanje za birmanske botre. Srečanje v Marinem domu ob 19. uri. V tem tednu so povabljeni k čiščenju župnijske cerkve v soboto ob 9. starši in otroci 6. razreda. Prihodna nedelja je nedelja Božje besede, ob 12. pa bo peš romanje na Vrhniko, kjer je ob 16. sveta maša. Na Vrhniki je cerkev posvečena spreobrnitvi apostola Pavla. Goduje pa v soboto. Vam želim lepo Antonovo nedeljo. Radi se priporočajmo temu velikemu svetniku, našemu zavetniku. Mislim, da je na mestu, da je kar vsak dan priprošnja k njemu, lahko je zelo kratka molitev. Sveti Anton prosi za nas. Tako kot je Marija prišla s kratko molitvijo, z 2 besedama in je bila uslišana, gotovo tudi po naših molitvah, ki so kratka priporočila k svetemu Antonu Velikemu, bo Bog uslišal in bo našo vodo življenja spreminjal v vino. Zato ga tudi prosimo za Božji blagoslov. Gospod z vami. Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal hajati na našo slovesnost v njihov spomin, naj vas vedno blagoslavlja. Priprošnja svetnikov, naj vas reši sedanjega zla, njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.